božičnimi in novoletnimi prazniki je prišlo do razlitja nafte v akvatoriju Marine Izola. Vzrok naj bi bilo puščanje ventila za regulacijo tlaka nafte. Naftni madež so prva zasledili delavci komunale pri rednem pregledu akvatorija. Da je prišlo do izlitja nekega oljnega madeža oziroma druge tekočine v akvatorij, smo zasledili sami tekom rednih ogledov našega akvatorija, ki ga upravljamo. Ker so oljni madeži v marini stalnica, so sprva na komunali temu ustrezno ukrepali. So pa kmalu ugotovili, da se madež navkljub razmaščevanju ponavlja. Po nekaj dneh so našli tudi izvor razlitja. Tako da tudi v tem primeru smo takoj pristopili in ta madež z biorazmaščevalcem tudi poškropili in ga nevtralizirali. Vendar kaj malo zatem ugotovili, da prihaja do kroničnega pojavljanja teh madežev, kar je kazalo, da nismo ugotovili samega izvora dotekanja te tekočine. To opazovanje in iskanje izvora je trajalo nekaj dni, na kar smo seveda skupaj z Upravo za pomorstvo in SVOM-om, ki smo seveda takoj tudi obvestili, ugotovili, da prihaja do iztoka te tekočine na območju marine. Takoj smo seveda vključili tudi našo delovno enoto kanalizacije, kjer je preverila vse kanalizacijske vode in vode meteornih voda in preko sledi ugotovili, da prihaja ta tekočina iz območja hotela Delfin. Po prejetem obvestilu o razlitju nafte je ukrepala tudi ekipa sektorja za varovanje obalnega morja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Naše ekipe so skupaj z ekipo marine pa zajezile to onesnaženje oziroma so v danem trenutku naredili, kar so lahko z vpojnimi sredstvi in pivniki, da se to onesnaženje ni širilo ven iz marine. Sicer pa razlitje ni bilo tako minorno, kot so sprva trdili. Direktor hotela Delfin Miloš Milivojević je namreč za Primorske novice povedal, da domneva, da je steklo kvečjemu nekaj litrov nafte. Direktor Uprave za pomorstvo je to trditev demantiral. Po naših ocenah, tam na licu kraja, kjer so ugotavljali, je izteklo približno 3000 litrov nafte. Poznamo izvor razlitja in poznamo vzrok razlitja. Vemo tudi, kakšna količina nafte se je zlila v morje. Pravo vprašanje je, ali bi lahko takšno razlitje preprečili, na primer z lovilniki, ki bi nafto ločevali od meteornih voda, ter kakšni bodo ukrepi, da bi se taka razlitja preprečila tudi v prihodnje. Sveda smo klicali tako direktorja hotela Delfin, kakor direktorja Portinga, upravljalca Izolske marine. Do zaključka redakcije nam ni uspelo pridobiti odziva.